Slovenski ljudski stranki smo danes podali zahtevek za sklic nujne seje odbora za finance in monetarno politiko v zvezi z prodajo Nove Ljubljanske banke. Slovenski ljudski stranki namreč ostro nasprotujemo neki novi, tihi gospodarski diplomaciji v zvezi z tem, da bi v lastništvo Nove Ljubljanske banke vstopil nek novi strateški partner. Torej šlo bi naj za neko dokapitalizacijo strateškega partnerja, ki bi do lastništva te banke prišel na način, da pravzaprav državni proračun od tega ne bi imel ničesar. Mi menimo, da prodaja Ljubljanske banke na takšen način, ali drugače rečeno podaritev Ljubljanske banke na takšen način v tej krizni situaciji ni primerna. In ta kriza ne sme biti alibi za to, da v državnem proračunu ne najdemo dovolj sredstev, da bi Novi Ljubljanski banki zagotovili kapitalsko ustreznost. Torej, še enkrat, ta kriza ne sme biti alibi za to, da ne bi rešili svoje banke. Slovenija namreč mora imeti svojo banko. V Slovenski ljudski stranki smo vedno bili mnenja, da v ključnih finančnih inštitucijah, kot je Nova Ljubljanska banka, kot je Zavarovalnica Triglav, Slovenija mora obdržati večinski delež. Mi menimo, da je kontrolni delež 25% plus delnica veliko premalo. Torej, takšna banka kot NLB je zagotovo zanimiva za tuje strateške partnerje, predvsem iz razloga, ker na takšen način tujci pridejo do vseh ključnih in najpomembnejših podatkov slovenskega gospodarstva. Lahko rečemo, da je to pravzaprav rentgen slovenskega gospodarstva in temu v Slovenski ljudski stranki najostreje nasprotujemo. Zato želimo, da se na tej nujni seji pogovorimo o dejstvih, da nam vlada predoči aktivnosti, ki jih v zvezi s tem pelje in da ne nazadnje na koncu sprejmemo sklep, ki smo ga predlagali, da odbor za finance in monetarno politiko nasprotuje zmanjšanju državnega lastniškega deleža v Novi Ljubljanski banki pod 50%.